Gospod Milan Kučan, zakaj boste oddali svoj glas konkretno za kandidatko Socialnih demokratov in ne kandidatko Zaresa ali morebiti LDS-a? Moj glas na volišču bo glas za vse te tri stranke. Upam, da se bo pridružila še četrta, katere večina članov je pravzaprav ustvarila temelje za pot, za katero jaz mislim, da bodo te tri stranke usmerile Slovenijo, se pravi pravo smer in za prave cilje. Imam pač samo en sam glas. In kot sem rekel že, politična realnost pač v tem trenutku zahteva, da bo dam ta glas za kandidatko Socialnih demokratov na mojem volišču. Ta četrta stranka, gospod Kučan, je Desus? Ja, je Desus. Zanima me za ta, rekli ste, politična realnost. Je to ta politična realnost, da edino Borut Pahor in njegova stranka lahko premaga Janeza Janšo, se pravi SDS, in sestavlja vlado levih strank, plus Desus mora biti? No, jaz nisem razmišljal o tem, zoper koga bi naj te volitve bile, ampak zakaj naj bi bile. In te tri stranke mi dajo z svojimi programi, z verodostojnostjo ljudi, ki jih predstavljajo, in z verodostojnostjo svojih kandidatov neko zagotovilo, da bo prišlo do sprememb. Mislim pa, da Slovenija in njena prihodnost te spremembe tudi zahteva. Večkrat ste že povedali v zadnjem obdobju, da je sprememba na oblasti po vaši oceni nujna. Tudi zdaj mogoče v luči tega finiša volilne tekme lahko en kratek rezime, torej pravzaprav zakaj? No, jaz mislim, da je rezime odveč. 4 leta je bila Slovenija v rokah te sedaj vladajoče koalicije. Rezultati so jasni, jasna je različna interpretacija, kar je nerazumljivo. Mislim pa, da je prav konec te kampanje pokazal, da je za ohranitev oblasti potrebno preusmeriti pozornost z pravih problemov, s katero so soočeni državljani te države, na nekaj, kar je pravzaprav enormno. Ne rečem, da ni pomembno, ampak gotovo, da za Slovenijo ni usodno in da seveda je logično, da vlada ali politika, ki je ves čas živela od afere, ki je ves čas živela od tega, da je poskušala odkrivati zarote, na koncu pravzaprav ne more ravnati drugače kot ravna. Katera kandidatka je tista, ki jo boste vi osebno podprli v nedeljo? To pa morate pogledati tam na gasilskem domu v Trnovem je plakat. Je bila težka odločitev, da ste se odločili konkretno samo za eno stranko, kajti nekako ste skozi govorili 3-3 trojček, ne? In tudi Janković je podprl trojček, sicer se je v družini dogovoril, da bo nekako ženska stran določila, koga bo na koncu ona moral v bistvu okrožiti. Je tudi pri vas tako? Jaz imam bolj številčno družino kot gospod Janković, pa zmanjka pravzaprav članov, ki bi se tako razporejali. Mislim, da nisem samo jaz bil pred zelo zahtevno odločitvijo, da je to veliko Slovencev, ki razmišljajo podobno, kot razmišljam jaz. Koga pravzaprav obkrožiti na volišču, ker pač ni mogoče oddati 3 glasov ali upam, no, tudi 4 glasov. To se pravi, na koncu vsakega pač nekaj prepriča. Mene je pač dolgoletno življenje politike prepričalo, da je potrebno biti realist. Samo še te 4 stranke, LDS, SD, Zares, Desus, je po vaši oceni realno pričakovanje, da kot prvo te 4 stranke sploh najdejo skupni jezik, slišali smo včeraj Karla Erjavca, in drugo, da zberejo torej več kot dovolj za sestavo nove vlade, ne glede na to, da mora biti SD ne bo relativni zmagovalec te volitev. Jaz ne špekuliram s tem, kakšen bo volilni izid. Jaz govorim o tem, zakaj se sam zavzemam in za kar mislim, da bi bilo dobro za Slovenijo. Seveda, volivcev v Sloveniji je veliko več kot en sam in njihova volja bo na koncu odločila. Z vsako odločitvijo, kakršnakoli že bo potrebno živeti, potrebno najti svoj prostor na soncu. Jaz seveda pa mislim, da nadaljevanje te politike ne pelje Slovenijo v pravo smer. To ni pot, po kateri smo začeli hoditi, ko se je rodila slovenska država. Ampak te 4 stranke, po vaši oceni, če vseeno prav razumem, so nek obris morebitne prihodnje koalicije, ki bi si jo vi želeli, da bi vodila državo naprej. No, za te 3 stranke sem prepričan.
No, vse zadnje so tudi pokazali in se mi zdi to njihovo dejanje nedavno na Tromostovju zelo pomembno sporočilo in tudi razbitje dvoma, ki se je ves čas pojavljal. Za to četrto stranko pa sem rekel sam, da večina njenega članstva in socialna struktura te stranke govori o tem, da so to pravzaprav po svoji naravi, glede na to, da so pomagali ustvarjati temelje za to pot Slovenije, kako vodi v to koalicijo. Seveda, kakšna bodo na koncu pogajanja, če bo seveda sploh ta priložnost, je odvisna od njih in ne od mene. Kaj bi za Slovenijo pomenila morebitna velika ali tako imenovana uravnotežena koalicija, več imen že ima zdaj? Jaz sem dostikrat govoril o tem in sem tudi rekel, da ne vidim kakšne koristi od velikih koalicij, ne vidim potrebe, Slovenija v krizi ni in na vse zadnje koalicije, ki so tako raznorodne, ne samo po svojih ciljih, tudi po razumevanju politike, po udejanjanju te politike, po inštrumentih, ki se jih opremljajo, da to praktično onemogoča kakršnokoli radikalno spremembo v Sloveniji, ker je notranja takšna koalicija med seboj blokirana, se imate primer v Avstriji in zato preprosto za Slovenijo to ne bi bilo dobro. Ali verjamete, da bo Borut Pahor zmogel to breme mandatarstva s temi 4 strankami? Pa zakaj mu ne date priložnosti, da pokaže? Se bo sam pokazal, ali je sposoben ali ne. Ali vi verjamete, da je sposoben? No, vse zadnje, zakaj pa ne bi bil sposoben? Imate vi kakšen argument, ki govori o tem, da ni sposoben? Ne, jaz nimam argumenta, lahko pa povem samo tako, oziroma vas tako vprašam. Špekulacije, da ni sposoben za mandatarja, so verjetno mu znižale rejting kot stranki. Ali zdaj nekako vidite, da se lahko, če se sestavi koalicija levih 3 in morebiti 4 strank, da vseeno ostane Borut Pahor kot relativni morebiti zmagovalec strankarski, tudi mandatar? Jaz v teh špekulacijah pa ne bi rad sodeloval. Tako da vam želim, da počakate na volilni rezultat in potem vidite, kakšen bo rezultat in se zabavate z novo koalicijo. Kakšna bi morala biti kazen za tistega, če bo prekršil ta dogovor, da ostanejo te 3 stranke skupaj, da ne gredo, naprimer, v koalicijo z Janezom Janšo in SDS-om, ki nekako vabi vse stranke v tem novem kazenskem zakoniku, ki ga je predlagal minister Šturm, še nisem opazil, da bi to bilo inkriminirano kot kaznivo dejanje in da tudi ne vem, kakšna je kazen. Hvala. Živijo, lepo se imejte.